Pozdravljeni. Pred nami so še trije dirkaški vikendi in lahko se začnemo spraševati, kdo bo lahko postal svetovni prvak med konstruktorji. Po eni strani bi lahko dejali, da je situacija na vozniški lestvici skoraj da zaključena, čeprav nimamo še tiste matematične potrditve. Po dogodkih na veliki nagradi São Paula je Max Verstappen pridobil takšno prednost, da jo bo Lando Norris izjemno težko nadoknadil. Seveda obstaja še tista teoretična možnost, kjer bi moral, na primer, Max Verstappen večino preostalih dirk odstopiti in seveda vse tiste velike nagrade bi moral Lando Norris zmagati. Ampak čeprav je zadeva možna, je izjemno malo verjetna. Po drugi strani, kolikor se ozremo na tisto lestvico konstruktorjev, je situacija rahlo drugačna. Ferrari zaostaja za McLarenom za 36 točk in kot smo dejali, pred nami so še trije dirkaški vikendi, kar pomeni 3 dirke za veliko nagrado in ne smemo izločiti še tistega zadnjega sprinta v letošnji sezoni. Torej, imajo pri Ferrariju kakšne realne možnosti, da osvojijo naslov med konstruktorji. Vprašanje, ki seveda muči mnoge navdušence Formule 1. A poglejmo si ne tiste matematične možnosti, ampak one realne, ki jih ima ekipa iz Maranella za osvojitev te lovorike. Če se malce ozremo, bomo seveda prišli do zaključka, da je McLaren zadnjič zmagal konstruktorski naslov davnega leta 1998, ko sta Mika Häkkinen in Dave Coulthard seveda bila tam spredaj. A po drugi strani ne smemo niti mimo dejstva, da v sezoni 2007 so McLarenu pobrali vse konstruktorske točke zaradi tiste znane afere Spygate. Drugače bi bili takrat pri McLarenu zadnjič konstruktorski prvaki. Naslov je tako odromal k Ferrariju, ki je seveda zgodbo ponovil tudi naslednje leto. V vsakem primeru je minilo ogromno od zadnjega konstruktorskega naslova, tako pri McLarenu kot pri Ferrariju. Ampak letos je razlika med eno in drugo ekipo, kot sem že povedal, 36 točk. In če to malce razdelimo na 3 dirkaške vikende, pomeni, da bi moral Ferrari vsak vikend v povprečju nadoknaditi 12 točk. Na prvi pogled se zdi to tukaj enostavna naloga, ampak če se malce ozremo praktično na tiste točke, ki jih lahko dobi posamezni voznik, bomo videli, da ni vse tako enostavno, kot izgleda. Po eni strani, ukolikor bi pri Ferrariju na vseh zadnjih 3 dirkah za veliko nagrado osvojili prvo in drugo mesto, je tu več kot dovolj točk, da bi postali svetovni prvaki. Ampak to pomeni, da morata tako Carlos Sainz mlajši kot tudi Charles Leclerc biti popolna, biti najboljša, biti najhitrejša. Videli smo, na primer, v Austinu, da je kaj takega izvedljivo. Ampak po tistem, kar so pokazali v São Paulu, je verjetno zgodba malce drugačna. Vemo, da v konstruktorskem seštevku šteje vsaka točka, ki jo pridobi določena ekipa. In pomembno bo z obema bolidoma priti na cilj in seveda z obema bolidoma priti na cilj pred svojimi nasprotniki.
Če se spomnimo, kaj se je zgodilo na veliki nagradi São Paula. Charles Leclerc je bil boljši od obeh McLarenov, Carlos Sainz mlajši je žal odstopil. Ampak 5. mesto Charlesa Leclerca je pomenilo, da 6. in 8. McLaren sta seveda v skupnem seštevku prednost ekipe iz Wokinga povečala za 2 točki. In zopet smo tam, ukolikor želi Ferrari priti na vrh tudi konstruktorske lestvice, mora seveda ta zaostanek zmanjševati in ne dovoliti, da se povečuje. Torej v zadnjih 3 dirkah bo izjemnega pomena, da bosta oba voznika na cilju. Po drugi strani podobna zgodba velja tudi za McLaren, čeprav ne tako drastično. Pri McLarenu bi si lahko privoščili en odstop od tistih 6 prihodov na cilj, ki jih imajo na voljo. A to po svoje pomeni, da so pri skuderiji Ferrari pod velikim pritiskom, kar običajno vodi do napak. A nekdo bo dejal, Ferrari je v formi, pokazal je v zadnjem obdobju, da je eden izmed tistih bolidov, na katerega moramo računati. A ne smemo pozabiti na nekaj malenkosti. Prvič, pri Ferrariju so že zdavnaj ustavili razvoj. Njihov zadnji posodobitveni paket je bil uradno potrjen tisti, ki smo ga videli na veliki nagradi Združenih držav v Austinu. Seveda, McLaren je medtem pripeljal še nekaj malenkosti, ampak vsaka malenkost šteje. Posebej, če govorimo o kakšni spremembi na samem dnu bolida. In drugič, mnogi navdušenci ste tudi mene spomnili, da je Ferrari izjemno dober, ko so temperature visoke, ko je temperatura asfalta višja od tiste, ki bi jo lahko pričakovali. Seveda, tu bi vas rad spomnil na neko podrobnost. Zadnje 3 dirke na letošnjem koledarju svetovnega prvenstva Formule 1 so žal nočne. To pomeni, da iz tega zornega kota Ferrari ne bi smel imeti neke prednosti. In če ne verjamete meni, je tu članek, ki navaja izjavo Charlesa Leclerca. Namreč Leclerc se boji hladnega asfalta v Las Vegasu. In tu je treba poudariti, kako pomembno je spremljati celotno vremensko sliko na sami veliki nagradi. Temperatura zraka ni dovolj, treba se je tudi ozreti, ali je oblačno, ali je sončno, ali morda dežuje, namreč asfalt segrevajo sončni žarki. Temperatura zraka je po večini tista, ki ohladi prej ali kasneje tisto asfaltno površino. Ampak govorili smo o tem, da naslednja velika nagrada, tista, ki jo bomo gledali po ulicah Las Vegasa, bo nočna in temperatura asfalta bo že zaradi tega nižja. Seveda to absolutno še ne pomeni nič, ampak če želijo pri Ferrariju seveda osvojiti naslov, bodo morali z obema bolidoma biti boljši od obeh McLarenov. Kot sem že povedal, prvo in drugo mesto, da bistveno več kot 12 točk razlike, kot tista ekipa, ki doseže 3. in 4. A ne smemo pozabiti na neko malenkost. Če ekipa zasede 1. in 3. mesto, je nasprotnik, ki bi morda dosegel 2. in 4., seveda v prednosti. Govorili smo o tem, da Ferrari mora v povprečju nadoknaditi 12 točk na dirkaški vikend. V tem drugem primeru bi jih, po mojih izračunih, le 10. In verjamem, mnogim se zdi to malenkost, ampak v takšnem situaciji, kot gledamo ta finale med konstruktorji, vsaka malenkost šteje. A ne smemo pozabiti še na nekaj,
kar mnogokrat seveda se ne spomnimo. Ferrari in McLaren nista edini ekipi na štartnem razporedu. Naprimer, če pogledamo zaostanek, tudi Red Bull ni tako oddaljen, da bi bil nekako realno gledano izključen iz bojev, čeprav vemo, da Sergio Perez ni v dovolj dobri formi. In tu se lahko pojavi tista situacija, ko bodo o konstruktorskem naslovu dobesedno odločali tretji. McLarenu ni potrebno zmagovati, ni potrebno biti toliko pred Ferrarijem, oni imajo prednost. Ampak pri ekipi iz Maranella, ukolikor hočejo najprej zmanjšati zaostanek in nato v samem finalu tudi prevzeti pobudo, no ja, zgodba, ki smo jo povedali že tolikokrat v tem prispevku. Zmaga, zmaga in zmaga. S tem, da bi moral biti tisti drugi voznik seveda takoj zadaj. In to meni v tem trenutku se mi zdi seveda realno, ampak izjemno malo verjetno. Navijačem skuderije Ferrari se zdi izvedljivo, ampak sam kot običajno sem malce skeptičen. A do konca letošnje sezone je še nekaj tednov, videli bomo skupaj, kako se bo zadeva razpletla. Za danes pa hvala za vašo pozornost in nasvidenje.